Ta denar, ki se bo zbiral na račun koncesijske dajatve, 14% bo kot doslej, se bo razporejal nekoliko drugače in sicer bodo dobili možnost neposrednega dostopa, tako kot doslej študentska organizacija v približno polovičnem obsegu kot doslej. Ves drug denar bo pa šel na razpise, na katere se bodo lahko javljali tako študentska organizacija kot druge organizacije mladih, upokojencev in drugi in bo potem denar preko razpisov razdeljen. Danes imamo situacijo, kot veste, ko gre ves denar neposredno študentski organizaciji, ki ni treba niti poročati o tem, zakaj se ta denar porabi in nimamo nobenega vpogleda v to, zakaj se namenjajo ta sredstva. Gre pa za približno 15 milijonov evrov v letu 2008 in 2009. Kako pa komentirate današnjo izjavo sindikatov, da bodo imeli neizprosen boj, koliko boste preprečili ta dva referenduma? In pa tudi med drugim so rekli, da bodo sami pripravili drugačen referendum, na katerem bodo zahtevali drugačno vlado in sicer tako, ki bo bolj delavsko naravnana. Spravi, da grejo do konca. No, jaz bi rekel, da po tem, kar lahko še enkrat zagotovim pri malem delu, da ta zakon absolutno ni protidelavsko naravnan, ampak nasprotno, da daje pravice iz te oblike dela, se pravi začasnega, občasnega dela, ki jih doslej tisti, ki so ga opravljali, niso imeli, da bo seveda omogočil, da bo to delo tudi opravljeno v večji meri legalno, bo imelo zakonsko podlago, medtem ko se zdaj v veliki meri opravlja v sivi ekonomiji ali na črno, tako da ne vidim nobenega razloga za argument, da je tak zakon protidelavsko naravnan. Isto seveda lahko trdimo za pokojninski zakon, ta ni naperjen proti delavcem, ampak je mišljen kot nujno sredstvo za to, da si bomo lahko sfinancirali varno starost, vsi po vrsti, bodisi da so to proizvodni delavci ali pa delavci v drugih dejavnostih. Hvala lepa. Če padeta oba zakona na referendumu, boste to razumeli kot nezaupnico svojemu delu? To predvsem, če bi se to zgodilo nezaupnica samemu sebi, bi jaz tako rekel, ampak ne mislim s tem sebe, ampak ljudje bodo glasovali v tem primeru proti svojim dolgoročnim interesom, mogoče z vidika nekih kratkoročnih interesov, težave, s katerimi se bodo pa potem soočali, bodo pa mnogo težje, kot jih danes poskušamo ravno s temi zakoni razrešiti. V tem sindikatu se danes pravi, da na podlagi izkušnje trdijo, da v Nemčiji malo delo ubilo 1 milijon delovnih mest. Na podlagi če se vidite ravno nasprotno, da bo dali na delovno mesto. No, mi smo pogledali natančno analize, ki so jih naredili v Nemčiji, kar zadeva njihovo obliko malega dela. Temu je bil namenjen tudi poseben posvet, ki so ga svobodni sindikati na to temo organizirali. In ugotovili smo precej očitno razliko med tem, kar ponujamo mi in tem, kar velja danes v nemškem sistemu. V nemškem sistemu nimajo delodajalci nobenih omejitev, se pravi, lahko ponujajo neomejeno količino malega dela ob drugih delih. Pri nas te omejitve so, kot rečeno, zelo jasne in zelo določne z vidika velikosti organizacije, čim večje, tem več teh možnosti ima, se pravi, večji obseg dela lahko na tak način ponudi, pa vendar je ta omejitev, kot rečeno, bistveno večja, kot jo danes izrabljajo posamezne organizacije, kar zadeva študentsko delo. Poleg tega je pa pri nas malo delo omejeno na tiste skupine, ki že imajo socialno varnost zagotovljeno, medtem ko v Nemčiji je ponujeno to delo vsakomur, kdorkoli želi lahko takšno delo opravlja. Se pravi, da je lahko tam to substitut za redno zaposlitev, pri nas pa to temu ni tako. Izkušnje torej so drugačne, tudi sistem je drugače predviden, tudi zaradi izkušenj, ki jih Nemci in deloma Avstrijci s tem zakonom in sistemom obstopliko dela imajo. In konec koncev so na tem posvetu tudi nemški strokovnjaki ugotovili, da so rešitve, ki jih ponujamo mi, precej boljše, bolj ustrezne, kot pa tiste, ki jih imajo oni v svojem sistemu. Še na vprašanje.
Če bo zakon sprejet, lahko zagotovite nova delovna mesta, omenjali ste številko 30 000. No, to gotovo ne. Jaz sem že omenil, da je to fond dela, ki ga danes predstavlja študentsko delo. Predvidevamo, da bo zaradi možnosti malega dela ta fond dela se nekoliko povečal v tistih krajih, kjer danes študentov ni, se pravi izven univerzitetnih središč, kjer bo to delo lahko dobili upokojenci pa brezposleni. Po drugi strani bodo pa nekatera podjetja, kot rečeno, ki danes v velikem obsegu, recimo trgovske organizacije, koristijo študentsko delo, morali del tega dela ponuditi v obliki rednega delovnega razmerja. Tako da bo obseg malega dela v primerjavi s študentskim delom recimo približno podoben sedanjemu obsegu študentskega dela, s tem, da bo po naših predvidevanjih pa nekaj študentskega dela prešlo v redna delovna razmerja. Kakšen bo ta obseg, je pa seveda težko napovedovati. Ni pa možno pričakovati, da bi seveda vseh teh 30 000 delovnih mest dobili v obliki rednega delovnega razmerja, ker tukaj po pravilu gre in mora iti za občasna in začasna dela. In taka dela niso primerna, da jih ponudimo v obliki rednih zaposlitev. Ministrstvo so kako kampanjo oziroma še kakšne oblike aktivnosti predvideva proti temu referendumu za male delovne? Mi kot del vlade ne moremo voditi trenutno kakšnih aktivnih velikih aktivnosti v takih kampanjih. To nam preprečuje zakon. Še kakšno vprašanje? Še ne. Še v bistvu zdaj nadzoru nad črnim delom, to ni čisto povezano s tem, ampak recimo moj kolega mi je rekel, da ne vprašam, v bistvu zdaj dosti je praksa recimo na podeželju, da si soseda pomagate graditi hišo, ne? Zdaj me zanima, če v bistvu zdaj to ne bo več mogoče, recimo, ker to naj bo tretirano kot delo na črno in kako to vi komentirate? Kar zadeva predlog zakona samega, pustimo ob strani možne druge ukrepe, ki bodo morda še pripravljeni in ponujeni. Kar zadeva sam ta predlog, sosedska pomoč in pomoč v sorodstvenih mrežah ni izključena. Se pravi, če jo še zmeraj ohranjamo, še zmeraj je to mogoče, so pa določene omejitve. Se pravi, sosed, ki ima svoj SP, recimo iz inštalaterstva, vam ne more potem kot pomoč nuditi napeljavo vodovodne inštalacije v novi hiši. Ker je to njegova osnovna poklicna dejavnost. To ni več potem sosedska pomoč, ampak je nekaj, kar je treba obravnavati kot delo na črno. Kaj pa tvoj sosed, kmetovalec, ti potem ne sme pokositi trave? No, glede tega imamo pa še eno razpravo zdaj ravno z Ministrstvom za kmetijstvo, ki želi, da se ta dejavnost glede na tradicijo, ki obstaja, nekoliko drugače obravnava.